Dobro jutro in dober dan na petek 13. Petek 13. Je zato, ker smo začeli novo leto šteti s prvim, ne? Prvi, pa drugi, evo, zdaj smo pa 13. In zato je pa zdaj pa šel pa petek. No, ampak, kakorkoli, petek 13. ne glede na to, kaj verjamete, je to dobro ali slabo število, a ne? Je to še zmeraj boljš kot katerikoli ponedeljek, a se zastopimo, ne? Ne, ponedeljki res niso kul, sploh za tiste, ki se vam začne teden v ponedeljek in konča v petek. Ta delovno sužnje lastništvo, ne, ki smo ga dali drugim, da so imeli veliko in še več, a ne. Zdaj mi se zdi ful dobro, človek, ki mora peči hlebce zato, da zasluži za kos kruha, ta človek ni svoboden. Če se mogoče v tem, kje najdete, koliko v bistvu naredite za druge, med drugim tankate, med drugim gume, servisirate, jaz sem vse to dal na minimum, ne treba ništa, imamo noge, drugače seveda dojemam glih zaradi tega in prav je tako. Konec koncev smo v vojni, kjer je treba porezati marsikšno stvar, ena izmed teh je bil avto, druga stvar je pa telefon. Telefon sem kar eliminiral iz te moje zgodbe, pač ga ne dam vsakmu, telefonske številke, ker prek telefona se da marsikaj prisluškovati na mikronivoju, ne na nivoju vlad in teh usrancev, ki so nas hoteli kontrolirati, banda genocidna, pokvarjena, narcistična, nacistična. Nimam enostavno več lepih besed, pač pure evil, čisto zlo, ki je skozi kako smo lepi, prijazni in ne vem kakšni, a ne. Izgledamo kot vladni, premier vlade in grem stavkat proti lastni vladi. Preklet budel zafukan, bi ga ustrelil direkt na licu mesta. Ne, sej ne, karma bo to zrihtala. Zdaj v bistvu se nam sam kažejo, kako bizarni so, a ne, zdaj oni stavkajo proti sami sebi, da je bizarno je, da nas obtožujejo, da je CO2 preveč, dajte malo nagooglati, koliko procentov je dejansko CO2 v zraku, manj kot procent, če sem kaj prav vse zapomnil. Pol nam trkajo tle, da bomo zdaj ščurke jedli, a ne, ker to je za nas blazno super, a ne, ker imamo tako kot ptice in ostala perjat, oziroma perjat, kada imamo mlinčke za to žrt. Ne, ščurke, črve in ostale stvari žrejo paraziti, to je njihova hrana, ne paraziti, plazivci, pa perjat, ne. Plazivcem, kuščarjem, to je pa super. No in kuščarji, reptili so seveda valjda bili tudi pri nas in zdaj nam probajo to neko svojo hrano uturiti, da smo kanibali sami sebi, ne, ker oni so nas žrli dobesedno, zdaj ne vem, McDonald's je koliko procentov konjskega pa koliko procentov človeškega mesa, ne. Zdaj tisti, ki hodite še v McDonald's, v dober tek, tisti, ki jeste hrenovke, mortadelo, polisalamo, paštete, tudi dober tek, sej pa noter je samo zdravje, mar ne, sej oni pa vedno so skrbeli za nas, kaj ne? So skrbeli za nas, zaupajte znanosti, samo zaupajte in ne sprašujte nič, vi sem zaupajte slepo, a ne? Mi lažemo, ampak sem zaupajte nam, ne gre to tako, dejstva so tukaj, a ne? In dejstva so tista, katerim je treba verjeti, zaupati, mislim, pogledati sam, sešteti s svojimi možgani, tisti, ki še nima čist razkisanih, ne, oziroma čist pržganih od teh zvarkov njihovih drag dealerji so drugače, preprodajalci drog, tle pa grejo tu na recepte, pa saj zdravnik nič drugega, kot preprodajalec drog na recept, no. Dajmo že enkrat to ozavestiti, mislim, ko mi je noro, folk pravi, pa ko zdravstvo razpada, pa bežte stran, to so morilci, kaj vam ni jasno, še zmeraj ne? Ko ima javno zdravstvo, pa kako se upaš k človeku, ki je pizda šprical ljudi? Ni zdravnikov, pa če so morilci, ne? Zdaj, ni zdravnikov, jim damo 80 € na uro, stari, evo ti zdravniki so tukaj, ne? Zaprti so vsi, kaj pa je. In vse tisto, kar je bilo treba pospraviti, je pospravljeno, še dobro, da se ni noben na nas računal, ker ljudstvo kot tako je nesposobno se zorganizirati, med nami je toliko izdajalcev,
lažnih, Turšič, bomo mi to zrihtali, ne. Boš ma jaz zrihtal, prevarant, lažnivc, gnida ena, ne. Mislim, kje so časi, ko so se ljudje odločili, so rekli, naša vas je napadena. Dajmo se mi zbrati skupaj, pa bomo se jo poskrili, pa ga bomo napali tega, ki nas napada. Ne? Pri nas zdaj zadnje 3 leta ne moš folku dopovedati, da je vojna. Vsi se delajo neumne. Ne vem, ne si ni nič. Jebem ti 11. božja zapoved, ne deli se, bem ti neumnega. Ne? Ali si pa del njih? Mene veš, pa pedofilija ne zanima toliko. Pa pizda, pol si ti pedofil, stari. Morijo ljudi. Z bockami, zdravili, s hrano, zrakom, jaz ne vem kaj. Veš kaj tu, kaj pa češ? Nič, stari, ne bomo naredili, ti nič. Jaz pa bom. Pa nisem edini in hvala Bogu, da nisem, hvala Bogu, da se ljudje prebujamo, odpiramo oči, če ne drugače, pač na silo, pa ščurki v moki, pa jaz ne vem, črvi, pa ne vem kaj, pa globalno vas bomo pobili, pa zaprli, pa zaprašili, pa ubili, skratka. Nič se od tega zares ne dogaja, razen cepiva in pač tisto, kar ljudje sami dovolite vnesti v sebe. Jaz zagovarjam zdravo, domačo, lokalno, sezonsko hrano, pa nisem najbolj vesten, ampak poli salame pa nisem ugriznil že desetletje po mojem. Tudi hrenovke smo eliminirali davno, mortadela, no way. Veste tudi, kje ime pašteta? Ki je šel mali Gavrilovič na prakso v mesnico, Tam je bil delal mesarsko šolo, pa mu je rekel, pol ta šef mesarjev je rekel, da Gavrilo, daj ti to lepo spraviti, Gavrilovič to zdaj pometa ta čreva, pa to stanke, pa kosti, pa veš obrezke tam po tleh. Pa tako pometa, pa reče, pašteta bi bilo sve to baciti. In tle Gavrilovič, kad top pašteta, dodaš sol, emulgator, bla 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 in dobiš paštet. Niso te stvari dobre za nas. Nekdo je od modrih rekel, če greš v trgovino in gledaš po policah, in te stvari, ki jo primeš, tvoja stara mama ne bi spoznala za hrano, pusti tam nazaj, vrš stran, ne uporabljaj. Zelje bi prepoznala bi olive, kumare, paprike, tudi meso in jajca, vse to bi prepoznala, ne bi pa prepoznala cornflakesa, ne bi prepoznala vseh strašnih puhi, jaz ne vem kakšnih peciv, ki ne zgledajo, tudi pod točko razno nezdravo, če imajo pa rok uporabe 2 meseca, kako bo pecivo 2 meseca stalo, mislim, pa se mora biti res narejeno iz titana ali pa iz plastike, veš. Zakaj sem izbral tole ozadje? Zaradi tega, ker bo današnji dan preplavljen s slikami, to je narobe, slovnično, tudi malo se slovnično dajmo izobraziti, da bomo vsaj pisali po Facebookih ali pa po medijih, če že postajamo mediji mi, namesto tega virusnega STA, RTV in vsi ostali radioš, blja, dajmo se izobraziti do te mere, da uporabljamo vejce, pike, velike začetnice, ne z velikimi črkami pisati, ker to pomeni, da kričiš name. Dajmo uporabljati te predloge H, K, S, Z, dajmo jih porabljati prav. Sem zaglavil, ampak tudi opažam, da pač ljudje se grejo nekaj, bomo pomagali razumeti, daj probi razumeti najprej slovnico, da bomo sploh mi znali prebrati, kaj si nam povedal, da bomo znali razumeti prav, ker če nisi dal vejce prav, je narobe, izpustiti, ne ubiti, izpustiti, ne vejca ubiti, izpustiti, vejca ne ubiti, vejca rešuje življenja, odloča o življenju. Dobro, pa ta ni moja, ta ni nova. Skratka, današnji dan bo preplavljen s slikami sončnega vzhoda, pa mogoče niti ne toliko vzhoda, kakor jutranjega svita, ki se zgodi pred sončnim vzhodom. Najprej imamo jutranji svit, pa vse skupaj zgine, pa pride pa sonce. To je ful lepo videti drugače. Pa nas so bile prečudovite barve in džabe, da jaz to zdaj slike devam gor, pa snemam, ker kdor ni videl na lastne oči, mu tudi slike ne pomagajo, ga ni fotoaparata, ki bi znal tako zabeležiti. In
ker sem že glih do sem prilezel, ne vam povem, tudi na televiziji sem delal, ne da se v te škatle, ki so za mano, se ne da dobiti realnosti. Ljudje pa spadajo na to plastično sliko, plastično predstavo o tem, kaj je res. Mislim, a veste vi, kako izgledajo kulise na televiziji? Mislim, to samo od spredi izgleda, kada je hudo, pa ni, ne. Zadaj pa, veš, neke uteži, pa šraufano, pa jedva vpeto tam neki, samo da stoji za tole určko, da posnamemo pol pa, kot če se takoj razpade. In to je ta navidezna realnost, v kateri tudi mi živimo, tej iluziji, ta cirkus in ta vijavaja. Skratka, super je, da mi smo začeli spregledovati in da se ljudje prebujajo, ne, če ne gre zle, pa bo šlo pa mičkeno bolj v trdo, a ne. Torej ta CO2 pa ta zastraševanja, hrana, nekako dajmo si dopovedati, da te čirički v moki niso nobena posebna novost, a ne, kaj vse sranja je že v naši hrani, a ne. To ne bi bil sam dokaz, da se ljudje začnemo odmikati od njihovih produktov, da zaznamo ljudje, da so čisto vsi njihovi bombončki, hrane, a ne, in zdravila, vse to so strupi, une čarovnica, ki je dala v Sneguljčici, ne, jabolko, ne, zdravo, zastrupljeno je, majster, ne vzemi, če ni tvoje, ne, še če je tvoje, je nevarno, a ne. Meni so psice zastrupili, ne, spom še rečem, stari, daj ne jim devat nič, tako na dvorišče vržem, kar čem, tudi čez strup. Boga milega, tako daleč smo prišli, ne, to so realne besede človeka, pa ne bom rekel katerega, ker je še hujš vse skup. Skratka, vse, kar nam nametavajo novic, a ne, tudi od ščurkov, od špricanja, od tega, ko se folk ukvarja z raznimi bedarijami, ne, je distrakcija od tega, da je prepoznan genocid, da ne bi ljudje začeli govoriti preveč o genocidu in te informacije so, boste opazili, če boste šli po Facebooku, noben ne bo nič dal fact check okrog tega, kako niso v redu ščurki, bodo pa fact check oni naredili, če boste objavljali o genocidu, o zdravnikih, o cepivih, o covidu in ne vem kaj. Tam pa je fact check, tako da bodite pozorni, da oni v bistvu sami sebe zdaj kažejo, ki so zaglajzali čist predaleč z lažmi in ne da se ustaviti tega, kaj prihaja. And the best is yet to come. Of course je najboljša šele prihaja, ker ljudje bomo končno spoznali, da smo eno, povezani s to nevidno energijo, a ne, nevidne vezi imamo med sabo, nikaj. Tako je, in tiste stvari, ki imamo pri drugih radi, so naše, tiste, ki jih pa ne maramo pri drugih, so pa tvoje, osebno, ne kolektivne, ampak tvoje. Torej, tiste so pa za popraviti, tisto, kar nas triga, kar nas zmoti, spravlja na obrate, je treba nekaj s tem narediti, treba se naučiti. Zdaj, če vas nekdo spravlja na obrate, morate vi se naučiti, da imate opravka z narcisom. To je njegova naloga, da vam dvigne dekel, kaj ne? In narcisi, recimo, sami sebe obkrožijo z ljudmi, ki jih pazi, ki jim dovolijo ali ignorirajo, ali pa vzpodbujajo. Torej, dovolijo, ignorirajo ali pa celo vzpodbujajo njihovo vedenje. A veš, v družbi je narcis, a ne, da ima frendičke teke. Zdaj pa ti, če slučajno jih probaš pozvati k odgovornosti za njihovo delovanje, torej pizda, modelu si vzel kruh iz roke, daj mu ga nazaj, pa si se zajebaval, daj mu kruh nazaj, to bi bila realna situacija pri meni. Takoj obtožbe, zastopaš, skratka, če ga pozoveš k odgovornosti za svoje dejanje, bo obtožen, boš obtožen, se pravi, če si ga ti njega pozval k odgovornosti, boš ti direkt obtožen točno tistih stvari, za katere je narcis v bistvu sam kriv. Zato vam pravim, oni sami sebe izdajajo na tak način. Poslušajte jih malo. Ljudje, ki pa poznajo resnico in vidijo situacijo, njegovi frendički, tiho so kariti. Kot ne se zdaj sam zmeni, ne? To je bilo delovanje v družbi, zdaj jaz ne vem, koga vi še vidite, ker je dejansko ful zmanjšano.
ful manj ljudi je dejansko videti zunaj, kot da jim nekaj ne valja. Super. To, da smo v tej megalomanski vojni, zdaj pa ne vem, že kar nekaj časa, smo ugotovili, kdo je naš sovražnik, da je bil pač nam najbližji oziroma zelo blizu sovražnik, treba jih je prepoznati in treba se je temu ubraniti. Zdaj, včasih so bile vojne z metki in z orožjem, zdaj tega ne bomo videli in ne bo. In precej zanimivo, glede na to, da imamo sovražnika čisto blizu, pa ni orožja, pa ni nasilja. Zakaj pa ne? Ni hujskanja, ni podpihovanja v tej smeri, ni dinarčkov, ni organizatorja vojne, ni organizatorja nasilja. Oziroma, ljudje so začeli opuščati to provokacijo, mnogi. Sej, unika pa bi šli, torej naši sovražniki, torej narcisi, narcisi, oni pa nimajo jajc, pa ne znajo se zorganizirati, sami ne. Oni so vedno potrebovali organizatorja, voditelja, Zdaj pa nimajo več teh voditeljčkov za sabo in so v bistvu prestrašeni, bolj, kot si lahko sploh upate predstavljati, če tudi so še glasni, Jaz sem mogel včeraj na tako situacijo, sem kar nazaj zabrusil, veš kaj, majster, ki zdaj pa začepi s to svojo papalo trapasto, Kaj ti neumen, čak, sam malo, moramo mi, ne vem, kdo je tle neumen, Neumen je tist, ki ne upošteva dejstev. In to je definicija v SSKJ-ju, Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da kdor ne upošteva dejstev, je neumen. Torej, dejstvo je, da je vojna, ne pa ni. Butleden, Ampak se pravi, mi jim ne bi smeli tako reči, ker jim s tem prav nič ne pomagamo, ker itak vejo, da so neumni, Džabe ti, a ste videli, kako sem jaz musko zamenil, A ste opazili, da crknil ta zvočnik, pa začel tam delati, pa sem ga dal zdaj nazaj, niste opazili, ne morate, sej eni ste. Okej, en list sem že, eno stran sem že šel čez, imam ali ne, Ej. Ja. Kdo nam vlada? Nihče ne more vladati, če nihče ne v Boga. Zdaj, a smo bili uporniki z maskami, a smo bili uporniki s cepljenjem, a smo kar pali na fore njihove, a kar še naredimo stvari, kakor rečejo, Mislim, da večji del ljudi ne. Tako da dajte se zavedati, da vsak posameznik ima oblast nad sabo. Mi smo sam nevede predali oblast drugim, da so nam preko laži in prevare pripeljali tako daleč, da so si zamislili narediti genocid in nas frderbati. To ni več hec. Vse, kar je okrog nas, je distrakcija od tega, da genocid prepoznamo. Stay away from toxic people, sem milijonkrat rekel, pa zgleda, da še ne nuca, distancirajte se od toksičnih ljudi oziroma narcisov oziroma morilcev. Če se spomnite mogoče, to je Kristusova kri, ki se pije za nas, ki se daje za nas. Življenjsko energijo so nam pili, živce so nam pili, ustvarjali nemir, zmedo in nam uničevali dobro voljo, smeh, joyful, kreativnost, vse to so pa pobijali. Vse tisto, kar imamo radi, so oni pobijali. Do katerih stvari pa smo mi bili strastni, ali pa jih imamo radi. Ja, vsak svoje ima rad. Jaz se vrnem nase, jaz rad marmaram, pa pojem, pa muziko rad poslušam, pa kruh rad pečem, pa pse imam rad, pa v naravo grem rad, to sem jaz. Ampak ni to slučajno. Tisto, kar imamo mi radi, to je naš klic k temu, kaj je naša misija na tej zemlji. Nimamo vsi ljudje enako radi vseh stvari, se zastopimo in tisto, kar imamo radi, moramo mi delati še več, zaradi tega, ker delamo tega še več, dobimo še večji flow in počnemo to radi, ni težko, čas se ustavi
in opravlja se naša misija. Istočasno pa se gradi ta občutek, kaj ljubezen je. Čakaj, da jaz najdem, kje zdaj imam nekaj z ljubeznijo, nekaj imam, veš. Pa imam več ful stvari napisanih, nekaj tle nekako na desni spodaj imam. Ne vem, ušlo je, ali pa imam na neki slikci, ne vem, nima veze. Čakaj, bom jaz tle, da še mičkan sorry, ko smrkam, zdaj se bom pa vseknil za naslednjo, da ne bo zgledalo, kada jaz to vse pohrustam, ampak nima veze. Nihče ne vlada, če nihče ne uboga, doktori so dragi dilerji. Težka Sotona nam je vladala, ne? Dajte se zavedati, kraljica, pa kompletna ta monarhija, to so bili satanisti, težki. Diana je v nekem intervjuju dejala, to niso ljudje. Res je, niso ljudje in to treba zdaj ozavestiti. Pa ne sem kraljica, tudi papežovski Vatikan, država v državi, torej najmanjša država znotraj Italije, ki jo čuva švicarska vojska, jaz ne zastopam. Zastopam. Sam folk nimu zamar, kaj ima švicarska vojska delati na teritoriju Italije? To je pa zdaj kar vse v redu, pa dajmo pol francoske vojake tle v Slovenijo. Ne more, mislim, a ne? Malo ni, ne? Okay. Se tukaj prenašajo pol informacije. Ja, ne. Mislim, oni so imeli za zaprtimi vrati komplet vsi plane, ki so bili valjda dobri za nas. Ne pa ne, oni so za zaprtimi vrati, da javnost ni izvedela, delali tiste stvari, ki so bile proti javnosti, proti ljudem. Domač čaj imam, ful dober. In bomo se mi mogli malo predstaviti na te domače stvari. Malo vas sem že, pa malo vas bom še probal uspodbuditi, da ni potrebno garati po vrtovih, v kontekstu, da je to garanje. To je stik z zemljo, to je razelektritev. Vrtičkarstvo mora biti v veselje. Še bolj pa se moramo zavedati, da je v naravi moč najti mnogo užitne hrane. Tudi delil sem vam že knjigo, kaj je užitno v naših koncih, kako se pripravi, kje in kdaj se nabira. No in čaj tale je en izmed takih, pač nisem nič vzgojil od tega, vse to je že zraslo, sem samo nabral. To je čaj. Lešniki pa gobe so druga stvar, če maže v pesto, koristimo, veselo. Jutri bomo imeli delavnico, peke kruha, tudi če maž zavijemo v rolico, pa malo srčka zraven. Zdaj, domače ocvirke pa še klofnemo včasih takulele noter. Ampak hrenovko pa poli salamo, pa zrezek, pa kuro pa ne jemo več. Ne, vi pa kokačete. Skratka, težka Sotona nam je vladala in ne sam Anglija, komplet svet. Zakaj vojne tako? Tu so bili pedofili, težki, Sotona uničuje z vso hitrostjo, kar se uničiti da. Oni so imeli plan, ne vem koliko let naprej, sestavljen, kako bo stvar potekala. In ena izmed pomembnih stvari je tudi uniči vse naravno. Na Rožniku sekajo, nekje na Štajerskem sem tudi slišal, da sekajo. Po mestih so poradirali dreves, še pa še. Bodite malo pozorni, kako obrazujejo drevje, mislim, to je klanje dreves, mislim, to je iznakaževanje drevja, tisto, kar oni obstrižejo. Celo pa nas na Notranjski regijski park, by the way, imamo krasno Cerkniško jezero, vse zaščiteno, stopaš na potko, ki je naštimana, zdraven pa golosek. Ampak je fajn, ki pade blizu ceste. Greš pa naprej, vidiš pa 10 dreves, ki bi bile nujno za porezati, ker so pač suhe, gnile, lahko na koga pade, pa tudi nega gozda. No, veš, se grejo, kao, to imamo ful naravno, mi smo prevrnili kamionov. Ampak to je taka norost, jaz mislim, da to bo, sej se bo itak, se bo ustavilo vse.
ta sotonizacija se bo ustavila in tako, kot sem rekel, probajo uničiti, kolikor se da, za sabo pustijo rastur, noben za nič ne odgovarja, probajo nam uničiti gozdove, zrak, vode nam frderbajo 300 na uro. Res me zanima, s kakšnim opravičilom nam dajo bojni strup v vodo, a ne? Ne vem, to je super, plavati v bojni strup noter. A veš, ko smo bili mi neumni? Klor je bojni strup drugače, ne? Kaj ni? Ja, precej zoprno pride, ne? Zdaj se bomo pa nad črvi zgražali, ne? Zdaj so pa črvi največji problem. Ne, bejž stran od vsega, kar ti rinejo v tebi. Vzemite zdravo, poceni, ugodno, akcija. Stran. Tako, zdaj zrak, tle smo tudi imeli črte, so ljudje začeli gledati gor, super. Še enkrat mislim, da to ni strašno zapraševanje negativnega formata, kot je bilo prej desetletja, ker ni noben videl nič, ker niso chemtraili, to so contraili, ti ne veš, kaj je višinska razlika, pa gor temperatura, pa zraka, veš, ti ne veš. Ajde pa mi ti razloži, kako to gre zdaj, kako zgaj, sploh. Ja, to, ni pa težko. Vem, ja, budale ene. No, skratka, zdaj je ta distrakcija, zdaj ne vem, o papežu kar je bil šok, je umrl, gotovo, zdaj kaj bo kakšen drug, ne, se ta je še živo, ok, nima veze, pačunta starne, Benediktus. Verzije virusov so tudi imeli, oni pa štimane, ta Omikron, Alfa, Geta, Data, Beta, ne vem kva, najboljša bi bil za njih Geto verzija, se je, Guantanamo. Zdaj imajo kaj že, CBXBC15 nekaj na Kitajskem in se že širi, na Hrvaškem pa je že virus Kraken, tudi se nevzdržno širi, in da veš, kako hitijo lagati. Če se ne bojite Omikrona, se boste pa Krakna ustrašili. Če se pa Krakna ne boste ustrašili, se boste pa kameljega virusa. Ali pa v bistvu prašičja gripa je bila v letu prasca, kitajski horoskop. Kaj je bil pa prej, ptičja, ki je bilo leto koga že, ptice, ali kaj že bilo, neki orlovo leto, ali kaj že. Ne vem, kitajski horoskop, ne vem, še našega ne vem več, ker sem ga zamenil horoskop znamenja, zdaj bom pa še datum rojstva zamenil, se mi zdi tudi super. Recimo bom naredil 2 dneva rojstva, bom se malo spremenil, ne bom se. Skratka, mogoče pa letos začne leto zajca, mogoče pa ne bo zajčjega virusa, ampak bo poglabljanje v rabbit hole, torej v zajčjo luknjo, da bomo ugotovili in spoznali, v kakšni gromozanski zablodi smo živeli vsi skupaj. Malo za šalo, malo za res, ampak kako da bi virusi bili po kitajskem horoskopu narejeni tudi. Skratka, zdaj probajo še strašiti, še te virus verzije dajati ven, vse to jim pač ne gre več, folk se ne boji več, zato ker ve, da ni res, da niti ni gripe, da niti ni covida, da niti ni nobenega, ne koz, ne ošpic, ne nič, vse, kar so nabijali, je v bistvu velikanska laž, tudi španska gripa ni bila, ljudje so umrli zaradi cepljenja, ne zaradi tega, ker so imeli čistilni čiščenju fluktacijo, so imeli, ne bom. Simptomi, kar mora ven, če se hočete očistiti, malo črevesja pa to, ananas pa kumara skupaj, lepo očisti, probajte, da se vrnem nazaj na te viruse, pa na papež pa kraljica. Zdaj je vroče okrog Bidna, zdaj naj bi v teh dneh kao SCOTUS, to pomeni SCOTUS je Supreme Court of US, torej vrhovno sodišče, more kaj že dati neki impeachment na Bidna. Skratka, zna biti, nič ne jemljem zdravo za gotovo, da se Bidnu končuje karijera v zelo kratkem času in zna biti, da to že vidimo na petek 13. pa nemajo oni svoj temni dan, ki so si ga tako želeli imeti, petek 13. Bad energy. Pa ne zdaj praznujejo. Tako, lekcije. Vse mi
doživljamo v življenju, nič ni naključno. Vse je točno tako, kot mora biti. Naj si bodo angeli, naj si bodo plejade, naj si bodo višji jaz, naj si bo vaš notranji klic, kakorkoli to imenujete, vse to smo vodeni v lekcije. Jo ni knjige in znanja, ki bi vam povedala, kaj je vaša lekcija. Tako, kot ni knjige, ki bi lahko opisala, kaj je orgazem. Ne? Treba je stvari doživeti in spoznati. Občutiti na lastni koži. Kadar pride do lekcije, takrat ga ni junaka na tem svetu ali bedaka, ki bi te prepričeval lahko karkoli drugače, kot si ti občutil. Narcisi probajo iti čez v ta svoj gaslighting, kjer probajo vas prepričati, da ne veste, kako vam je ime. Ne? Se pravi, da veste, z narcisom se ne smete skregati tudi zato, ker on si zapomni vse, celo tisto, kaj se ni zgodilo. Tudi to si morate imeti v mislih. In ja, od vseh najpomembnejša lekcija pa je, vište, sem prišel pa druge točke, ki sem jo preiskal. Najpomembnejša lekcija je, da zdrava ljubezen ne boli, ampak zdravi. To je rekel Bauman, če vam tukaj povem. Lekcije mi sprejemamo na dnevni bazi, dokler smo fokusirani na bolečino, zakaj se je meni to zgodilo, torej iščemo neko odgovor, zakaj meni, ker jaz sem zdaj žrtev, ali ne igrate te vloge, iščite, kaj je lekcija, ali se morate od nekoga umakniti, ali morate iti korak nazaj, ali morate pobrskati bolj po sebi, da delate iz ljubezni, ali se zajebavate z ljudi, ali igrate vlogo, kdo ste, ali ljudi prevarate, varate kar v eno, torej pravite, da ste to, pa v bistvu niste to. Če to počnete, lekcija ne bo nehala, dokler ne boste dobili toliko po klamfi, da boste pač dobili po klamfi, ne? Ali kaj? Nekako to mora se končati, ker karma je resnična in nekako sem objavil danes, da energija je taka magnetna. Energija se nikoli ne začne in ne konča in kar naredite sranja, vi to za sabo vlečete, ta energija, ne? On gre za vami in vas bo srečala karma 100%, tako da nehajte delati stvari čim prej, ne? Grde, neumne, trapaste, pa sploh negativne do ljudi. Ne? Tudi tako boste zelo dobro spali, ne? Veš, čista vest je kar zdravilo. Ne? Marsikdo ne more spati zaradi slabe vesti, marsikdo pa ne more spati zaradi navdušenja, zaradi spoznanj, ki prihajajo. Vsak svoje. V zadnjem času smo obtolčeni, na nas vplivajo zunanje energije, torej neke sončne nevihte, Schumannova resonanca spet hudo diha, prej je bila mirna in tako. Vse to ima svoje simptome, verjamem, da marsikoga glava boli, zato ker ne pijete dovolj vode. Pijte mnogo vode, hidracija je več kot potrebna pri teh nadgradnjah DNK-ja. Imate spremenjen okus, kovinski okus v ustih, imate mravljinčke, imate lepe čiste sanje, dajte si jih zapisati, ali ne je malo zjutraj, tako jih zapišite, pa pol malo opazujte vzorc, kaj se vam dogaja. Marsikoga bolijo stare poškodbe, bom rekel, sklepi ovo. Mene recimo rama nehala boliti, ne? Bistveno manj me. Tako da očitno se je nekaj dogajanje. Vse sem rekel, pozdravili se bomo sami. To imamo že vse. To je to. V tej vojni smo spoznali, da ljudje, ki smo jim najbolj verjeli, so nas naučili, da ne verjamemo ničemur več. Smo verjeli župnikom? Smo. Pa zdaj? Nič več. Pa smo verjeli doktorjem? Smo. Pa? Nič več. Pa smo verjeli, da bo treba, vladam smo verjeli, ne? Ja, da če še plačamo te pa te davke, da pa bo, a ne? Pa ni bilo nič od tega. Pa, da ne bom šel čisto naprej, vsak zase ve, kako je v svojem okolju, v svojem življenju bil izrabljen in izdan. Ja, žal smo prišli do tle, da ne verjamemo več nobenemu, kar pa je po svoje prav.
da zaključimo s tem, ja, kdo ima prav, verjamem temu, verjamem onemu. Lekcije so tiste, ki nas bodo naučile in od takrat naprej lahko verjamete sebi, da če greš z nožem takole, zna biti, da se boš urezal, recimo, ne. Ne verjamem meni, probi sam, ne. V tem kontekstu. Zberite lekcije, ne igrajte žrtve in ne se fokusirati na to željo, ne se fokusirati na to, ne željo, bolečino, ker ni potreben. Zdaj željo sem pa hotel, sem še tole vam prebrati. Nekateri ne boste videli, o čem govorim, dokler boste gledali skozi leče tega, kar želite videti. Ja, nas so želje ugonobile, mi smo na željah pristali, jaz hočem to. Stari moj, ti hočeš početi to, kaj si in živeti to, kar počneš rad. To bi si moral želeti, ne pa novega BMW-ja pa večjo plazmo. Ja, pa jaz želim, mer si, edino kar si želiš, kar rabaš, tudi če si ga ne želiš, ga rabaš. Vzem si ga, dajte si svoj mer. Res, super je, pa se da stvari videti, čist drugače in tudi dobite, od znotraj pridejo stvari, postane vam jasno, puzle se začnejo sestavljati, connecting the dots, povezovanje, pikic, da sestavimo slikico na koncu, pika, pikica, to je moja slikica. Družbica, imejte se prečudovito, izkoristite lep vikend, jutri pečemo mi kruh, ker se učimo ljubezni, da jo čutimo, v nedeljo pa pol pa en live naredimo, pa se vidimo v nedeljo zjutraj 8:15 na istem kanalu, MTK live. Dajte uživati, čak tle se ugasne. Jaz pa grem zdaj s psi na sprehod. Držite se, čaos!